Živja, če rabiš motivacijo za tek, poglej si tale video do konca. Evo, danes zjutraj sem vstal, nič se mi ni dalo, ob računalniku sem obsedel, kao nekaj sem delal, pa v bistvu nisem nič naredil. Vreme je bil slab, samo to neki izgovor, aha, slabo vreme, se nimam kaj početi, ne, drugače šel na kakšen izletek. No in v tem razmišljam, kako čem jaz ta dan preživeti. Pa sem rekel, nič, bom šel jaz pa najprej teč, pa malo razmislim, bo pol tudi že razmišljati in res sem šel teč, oziroma odločil sem se, da grem teč. Grem, da se bom obul superge, vidim pada dež. Joj, sem rekel, zdajle pa potem dežju, sem rekel, ne, ampak moram, ker drugače ne bo od dneva nič, sam nekaj se bom po stanovanju prekladal, mogoče bom šel majčkeno od kafane do kafane in to bo to, ne. No, potem se jaz tole nekako prepričam in grem, sem rekel, ne bom veliko pretekel, 5 kilometrčkov, še glede na to, da sem 3 dni nazaj pretekel dobrih 10 kilometrov, sem si rekel, bo danes čisto do spet, ker me malo bolijo noge, pa tako naprej. In mačka imam tlele, pa mi stojav premika. A sem rekel, bom sam 5 kilometrčkov. Boš nehal? Malo so žleht mucki, ste videli belega od zadaj. No, in jaz potem grem teč. Tapri sem 100 metrov hodil. Potem sem začel teč, ampak sem kar občutek, da me vse boli, da me kolena bolijo, da me gležnji bolijo in tako naprej. In kar nisem se mogel premikati, kar ni šlo. No, potem po 2 kilometrih, 3 pretečenih, ko sem pa tu nič razmišljal o tem, da je karkoli me boli, sem pa že kar fino tekel in sem že začutil ta, bi rekel, občutek, da z veseljem tečem, sem prav užival v tem. Sem rekel, no, je pa, sem rekel, prišel taka situacija, bom jaz pa to danes kar malo več pretekel. Sem že takrat mu v mislih 10 kilometrov in pol na koncu sem tudi 10 kilometrov pretekel. Mogoče sem pretekel kilometer manj, mogoče kilometer več, ne vem, čisto točno, nimam čisto točno vse to zmerjeno. Aplikacije pa ne uporabljam velikrat, ker to te dobesedno preganja in ti se prehudo, tako da sem rekel, aplikacije bom uporabljal sam enkrat na mesec, pa da takrat dam vse od sebe. Tako da no, potem sem to kar tekel in to je bil pravi užitek. Mogoče se sprašujete, zakaj nisem nič prešvican, ko sem glih potekel. To pa zato, ker jaz imam navado zmeraj, ko grem teč, potem probam, ne naredim to vsakič, ampak dostikrat pa, da na koncu zadnji del tečem na neki hrib in potem na hribu mi je cilj in potem kilometrček, 2 proti domu hodim, lepo počas, razmišljam, možgani so taki čist sproščeni v nekem transu. In največji užitek pri teku je pa potem ta kilometrček, 2, ko hodiš, ker to je en tak ful dober občutek, veš, da si naredil ful zase in občutek, se veste, ko tečete, se izločijo tisti hormoni sreče in zato si srečen, ko tečeš. Če kdo tukaj, ki je nesrečen, ne gre teč, pa mu garantiram, da bo bolj srečen. Če ne verjameš to, pej teč zato, da boš meni dokazal, da to ni res. To je res, siguren, saj to se nisem jaz spomnil, to sem v knjigah prebral ali pa dokumentarci gledal in tako naprej, ne. Tako da no, evo, zdaj sem prišel domov, zdajle se stuširam in grem v Žužemberk, tam je ena fina gostilnica, Koren se imenuje. Tam imajo dobro hrano, glede na to, da sem sam doma, ni kosila, bom šel pa tja, pa bom lepo fino tisti kosilček pojedel, s sabo bom vzel računalnik in bom ogromno naredil, zato ker glava mi je bistra, imam občutek, pisal bom, ker pisati mi je najtežji in čeprav rad pišem, ampak to je kar naporno za nas tiste, ki nam v šoli pisanje ni dobro šlo. Tako da sem prepričan, da bom danes ogromno naredil.
tam je super ambientek pri Korenu, Krka teče mimo in to si bolj ustvarjalen, več imaš idej, potem pa tudi glede na to, da je Krka tam, bom šel še majčkeno slapove slikat, da še malo pretestiram svojega novega Huawei P30 Pro, se še malo lovim, malo se še učim, pa slapove slikat je ful dober, tako da bom to s Huaweijem probal. Drugače pa no, jaz sem tudi začel pred približno 2 meseca pa pol po mojem. En trenutek je prišel, ko se nisem sam počutil več dobro v svoji koži in sem rekel, nekaj je treba narediti, ker tako ne gre več. In sem rekel, moram shujšati, moram se športom ukvarjati. Tudi shujšati je meni zelo težko, da bi sam prehrano ne vem, da bi manj jedel. Jaz to ne morem. Zanimivo še to pri meni. Bolj, ko se gibljem, manj imam potrebe po hrani. Bolj doma ležim pred televizorjem, bolj sem lačen. Tako da to je zanimivo. No in potem sem jaz to začel hujšati, pa rekel sem, na vsake 2 dni grem teč. In teč sem šel, sem se tega držal, hrane sem se tudi držal. Čakajte, sem to samečke nazaj premaknil, ker pada dež, pa da mi ne bo tole vse zmočilo. Sem potem pač tekel to dokaj redno in sem v enem mesecu sem shujšal 8 kilogramov. In ne boste verjeli, ko ti shujšaš 5 kilogramov, kako je to bolj enostavno teči. To, misliš, to bi kar letel, to ne moreš verjeti. Koliko se pozna par kilogramov, ki jih spraviš iz sebe. In če se ne počute dobro v svojem telesu, če bi radi shujšali, če bi se radi boljš počutili, pejte teč, takoj zdajle. Nobenega zgovora, pada dež, sonce, ni nobenega zgovora, pejte. Če se vam ne da teč, pejte hoditi. Jaz imam to foro, kao se mi ne daje teč, dobro, če se mi ne da teč, bom šel pa samo malo s psičko se sprehoditi in kaj se pol na koncu naredi. Res, mogoče hodim kilometer, 2, mogoče tudi 3, potem pa pridem do ene energije, se ogrejem, jaz delujem namreč zgleda ko motor, se mora prej ogreti in ko se ogrejem, potem mi prav zapaše in grem teč. Pa tudi, če ne boste vi potem šli teč, saj tudi sprehod je že nekaj. Pa pejte, ne vem, če ne morete teči veliko, 100-200 metrov pretečte. Pa 3x po 100 metrov, pa pol 3x po 200, pa tako naprej. Tako da, lejte, jaz se ne spomnim, kdaj sem se tako dobro počutil, kakor se počutim ravno zdaj. In to je zato, ker sem 10 kil dol dal, zato, ker se redno rekreiram in pol je svet lepši. Vse mi je lepš. Jaz sem manj tečen, ljudje okoli mene so mi manj tečni. Neverjetno mi je, tako da, lejte, če ne verjamete, da rekreacija tako spremeni človekov počutje, pol pejte se rekreirati, kot sem že rekel, da boste meni dokazali, da to ni res. Ampak, lejte, je res. Tako da nič, jaz grem, vi pa tudi vam želim, da čim lepši dan preživite, probajte se pa malo rekreirati. Lepo se imejte, adijo.